Dobra novica je, da ta teden resnično podiramo rekorde, slaba pa, da v precej nelaskavih kategorijah. Dobra novica je tudi, da smo se končno uspeli dogovoriti o mejah naših regij. Slaba pa, da zaradi virusa. Naravnost odlično novico pa imamo za vse oboževalce dobrih, starih spomladanskih protikoronskih ukrepov. Skoraj vsi so namreč prišli nazaj. Iskrene čestitke vsem. Kot se za tako dobre novice spodobi, jih je tudi tokrat na mesto vladnega govorca Kacina povedal sam gospod premijer Janez Janša. Poslušajmo. Za rdeče regije bodo veljali naslednji ukrepi. Začasna prepoved vseh prireditev in zbiranj nad 10 oseb, omejitev gibanja med regijami, obvezno nošenje zaščitnih mask povsod, tudi na prostem, razen ob predpisanih izjemah. Z drugimi besedami, Janševa vlada dela točno to, kar se je od nje od nekdaj pričakovalo. Na vso moč se trudi, da rdeče regije spremeni v rumene. Le da so tokrat razlogi zdravstveni in ne politični. Zaenkrat na ogroženih območjih ostajajo odprti hoteli, na žalost pa so se zaprle gostilne. Če želite nazdraviti s prijatelji, je torej najbolj smiselno, da jih namesto v nek lokalni pajzel povabite v predsedniško suito hotela. Mogoče ni najcenej, ampak za prijatelje je dobro le najboljše. Kaj pa si o novih ukrepih mislijo mimoidoči? Ja, meni se zdi to edina rešitev, da se drug drugemu umaknemo. Če bi se ljudje pazili, ne bi bilo tega treba. Ali škode lokale, ker ljudi morajo da žive, pa veste, tudi mladi, kje mladi, da se sabirajo. Kje bojo mladi zdaj, ne vem, vem pa, kje jih ne bo. V šoli. S ponedeljkom se namreč vsem učencem od 6. razreda naprej ter vsem dijakom predčasno začenjajo krompirjeve počitnice. Uradno so to sicer šola nadaljavo, počitnice, ampak to so podrobnosti. Če ob vseh novih in starih ukrepih ne sledite več, kaj se dogaja, niste edini. Ker vsaj lahko nekdo z vlade povedal bolj poenostavljeno. Če zdaj le fajn zabremzamo, tudi kot avto ali pa ladja. V bistvu ti začneš zavirati že prej, ampak potem, če si prepozen začel zavirati, pa če si prehiter vozil, to, kar zdaj mi imamo pravzaprav situacijo, potem, kljub temu, da si že zavrl, avto še kar gre naprej, in se tudi zaleti, pol v bistvu samo še škodo zmanjšuješ. Se pa vsekakor splača zabremzati, to pa vsekakor. Jaz se opravičujem, kot kaže, smo vam po nesreči predvajali posnetek predavanja varne vožnje avta oziroma ladje. Ali pa je posnetek prav, pa nam gospa sekretarka želi sporočiti, da nas v vsakem primeru čaka karambol. Jaz ne vem. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.